Džanang Čigong znanost. Izvleček iz skripte Društvo za kakovost življenja Leteča želva. 9 značilnosti Džanang Čigonga. Druga značilnost. Džanang Čigong ima cel sistem vadbenih metod. Celotni Džanang Čigong sistem vadbenih metod vključuje gibanje, meditacije in spontane metode. Vse 3 načine vadimo z upoštevanjem procesa, ki vključuje 6 postopnih načinov vadbe in 3 stopnje: zunanji, notranji in osrednji hunjen. Vadba na teh 6 nivojih je razporejena glede na življenjske aktivnosti, ki se odvijajo v različnih plasteh človeškega telesa. Človeška koža, mišice, krvožilje, 5 organov, skelet, celice in tako dalje imajo svoje membrane. Pri ljudeh, ki ne prakticirajo čigonga, hunjen či znotraj telesa večinoma teče po meridijanih membrane, prav tako izmenjava telesnega hunjen čija z naravo večinoma deluje po površinskih plasteh membrane in kože. Pri metodi prvega nivoja, dviganje in spuščanje čija, vadimo zunanjo stopnjo hunjena, s čimer krepimo zgoraj omenjene človekove inherentne funkcije. Dodatno odpiramo poti za izmenjavo čija med membranskim sistemom telesa in naravo, ter pustimo, da se hunjen či površinskih plasti človeškega telesa in hunjen či narave združita v eno. Pri tej vaji je najbolj pomemben cilj združevanje hunjen čija izven telesa. S prakso izpuščanja notranjega čija in absorbiranja zunanjega lahko telo absorbira mnogo več zunanjega hunjen čija. In ne le, da se s tem poveča raven notranjega, tudi očisti in okrepi se človeški hunjen či. Hkrati ima dviganje in spuščanje čija dodatno funkcijo: pošiljanje zunanjega čija za zdravljenje, fači. Zaradi okrepljenega delovanja membran bodo tudi supersenzorne funkcije postale bolj občutljive. Lahko se pojavijo celo nekatere paranormalne funkcije, kot videnje čija, jasnovidnost in pridobivanje informacij neposredno iz zavesti in tako dalje. Ko vadimo na nivoju zunanjega hunjen čija, či pretežno teče po površinskih plasteh telesa. Tako količina kot moč čija vseh mehkih tkiv, membranskih sistemov nista zelo visoki in posledično je omejena tudi moč njunega delovanja. Ne glede na to, si z uspešno vadbo zunanjega hunjena že lahko zagotovimo zdravo, normalno življenje. Če vadimo le zunanji hunjen, že lahko docela ozdravimo bolezni in izboljšamo zdravje. Notranja stopnja hunjena vključuje 2. in 3. nivo vadbenih metod, metodi telo in ter 5 organov. Pri vadbi telo in se osredotočamo na integracijo fizičnega in mentalnega. Ta vaja terja integracijo fizičnega telesa z in dopušča, da hunjen či narave korak za korakom prodira globoko v notranjost človeškega telesa preko vrhnjih plasti. Vadba je po večini osredotočena na vadbo fizičnih delov telesa. Telo ima 5 plasti: kožo, mišice, kite, meridijane in okostje. Ko so te plasti popolnoma odprte, se kri in či meridijanov integrirata v eno. Združita se v sistem, kar krepi či notranjega telesa, ta pa lahko globje oskrbi telo. Ko je či vseh delov telesa okrepljen in so funkcije močnejše, bo celotno telo vsak dan bolj zdravo in lepše. Vadba telo in raztegne kite in kosti, zato je od vseh 6 nivojev najbolj zahtevna. Ko vadimo metodo telo in či prodre globoko v mišice in okostje ter jih naredi bolj občutljive. Posledično lahko čutimo njihovo stanje, torej vse njihove informacije. Metodo telo in bo zganila tudi či organov,
Toda da bi vadili neposredno s čijem notranjih organov, moramo nadaljevati oziroma preiti na metodo 5 organov. Ko uspešno vadimo metodo, telo in se bo nivo zdravja dvignil nad dosedanjo normalo. Pri metodi 5 organov kultiviramo notranje organe, srce, pljuča, ledvica, vranico in jetra. Pri tej metodi ne kultiviramo le notranjega čija fizičnih organov, ampak tudi, kar je še bolj pomembno, čustva in miselne procese teh organov. Tradicionalna kitajska medicina povezuje z določenim organom določeno čustvo. Srce veselje, jetra jeza, vranica pretirano razmišljanje, pljuča žalost, ledvica strah. Teh 5 organov je hkrati tesno povezanih s 5 mentalnimi aktivnostmi. Srce jetra duša, vranica zavest, pljuča pogum, ledvica moč volje. Vadba metode 5 organov napolni či notranjih organov, okrepi njihovo funkcijo in omogoči reguliranje čustev in miselnih procesov. Prav tako okrepi zmožnost manevriranja čija v telesu in izven njega. Z vadbo telo in se či in kri meridianov in kože, mišic, kit, krvožilja in okostja integrirajo v eno. Z metodo 5 organov se či in notranji organi, čustva ter miselni procesi 5 organov integrirajo v eno. Notranji či integrira zunanjost in notranjost v celoto. Znotraj so notranji organi in meridiani, zunaj pa je 100 kosti fizičnega telesa, so 4 okončine, 5 čutov in 7 palač, 7 odprtin. To imenujemo notranji hunjen. Ko dospemo na ta nivo, je naš notranji či v izobilju. Je miren in tih, kite so mehke, kosti so močne in telo je zelo zdravo in lepo. In telo sta v harmoniji. S to vadbo lahko živimo nivo življenja, ki je nad normalo. Na tem nivoju že lahko z nadzorujemo mišice, srce, krvožilje, črevo ali katerikoli del telesa. Prav tako lahko na tem nivoju nadzorujemo zavest Notranji či, ki je v telesu, še naprej prodira globje v telo. Zato se zunanji in notranji či človeka in narave krepita in integrirata v eno. Na tej podlagi či še naprej prodira v središče telesa, kar je začetek vadbe osrednje stopnje hunjena. Osrednja stopnja hunjena vključuje 3 nivoje metod. Osrednji hunjen kanal, osrednja linija hunjena ter poenotenje in transformacija v eno. Beseda osrednje v imenu osrednji hunjen se navezuje na osrednji del, središče človeškega telesa. Osrednji kanal je meridian, ki teče od točke Bajhoj na vrhu glave do točke Huajin na presredku. Brez vadbe Qigong se ta kanal ne more vzpostaviti. Vzpostavlja se postopno z redno vadbo. Če dobro vadite, osrednji kanal hunjen lahko razvijete nekaj paranormalnih sposobnosti. Obstaja nekaj budističnih in daoističnih metod, ki vsebujejo vadbo osrednjega kanala, ampak na drugačen način kot pri Džanang Qigongu. Osrednja linija je središče osrednjega kanala. Po vadbi osrednjega kanala hunjen notranji či prodre globje in se združi z osrednjim kanalom v središče osrednjega kanala. To imenujemo osrednja linija hunjena in ta je blizu celoviti integraciji in transformaciji zunanjega in notranjega. Zadnji nivo je poenotenje in transformacija v eno. Na tem nivoju se človeško bitje v celoti harmonizira in poenoti z nebesi, tvorši eno celovito telo. Povzetek. Džanang Qigong ima 3 stopnje. Notranji, zunanji in osrednji hunjen. Te 3 stopnje napredujejo od osnovnega do najvišjega nivoja vadbe. Vadba zunanjega hunjena je urejena glede na zakone čija, ki primarno teče skozi membranski sistem. Ti zakoni veljajo za večino ljudi.
Večinoma se življenje in bolezni ljudi odvijajo oziroma izvirajo iz membranskega sistema. Torej, ko se funkcija membranskega sistema okrepi, se lahko mnogo bolezni pozdravi samo od sebe in telo je lahko močno in zdravo. Vendar smisel prakticiranja Džanang Čigonga ni le v doseganju normalnega, zdravega telesa in uma. Moramo vaditi, da či prodre v globje plasti, v kožo, mišice, kite, meridiane, kosti, da pride do 5 organov in v njihove čustvene in miselne procese, da pride do notranjega nivoja hunjena, ki je v telesu. Vadba notranjega hunjena sočasno izboljša vadbo zunanjega hunjena. Meja med notranjim in zunanjim hunjenom izgine, obseg odpiranja in pretakanja čija po poteh med notranjostjo in zunanjostjo človeškega telesa se znatno poveča. Potem je tu osrednji hunjen. Pri ljudeh, ki ne vadijo čigonga, je či osrednjega kanala zelo medel, zato se osrednji kanal ne more vzpostaviti. Ko vadimo čigong, postane či meridianskega kanala zelo poln. Notranjost, zunanjost in središče telesa se zelo odpreta. Notranjost se lahko integrira in poenoti. Ko se odprtina med zunanjostjo in notranjostjo poveča, se izboljšata čistost in subtilnost človeškega telesa. Širina in globina enosti človeka z naravo raste. Naposled lahko dosežemo nivo, kjer je človek poenoten in transformiran z nebesi. Zato notranja, zunanja in osrednja stopnja hunjena skupaj z ustreznimi vadbenimi metodami temeljijo na 3 različnih nivojih življenja. Meditacijske metode Džanang Čigonga so sedenje s prekrižanimi nogami. Teh metod še nismo učili, prav tako ne bomo učili spontane metode, dokler ljudje ne dosežejo določenega nivoja zdravja telesa in uma. Hun Yuan Ling To